Letalstvo je najhitreje razvijajoč se sektor v prometu in že danes predstavljajo izpuste 1,3 vseh CO2 plinov, zato je nujno, da preprečimo, da se ne zgodi ta črn scenarij, da bi se do 2050 ti izpusti povečali še za 3 do 7-krat, kolikor so napovedi glede na rast prometa. Evropa ne more sama rešiti tega problema, svoja prizadevanja izvaja v okviru ETS, prav tako pa v okviru Pariškega sporazuma želi k sodelovanju privabiti ostale akterje. Veseli me, da je tudi Svetovna organizacija civilnega letalstva ICAO pristala in da je pripravila prve sheme, kako si ta bremena porazdeliti tudi v prihodnje, in upam in verjamem tudi, da bo zavedanje, da smo za planet odgovorni vsi, pripeljalo do tega, da bo po letu 2021 na globalnem nivoju sprejeto določilo, na osnovi katerega bodo bremena pravično razdeljena, da ne bo trpela konkurenčnost posameznih delov sveta na tem področju.